skanki, vsi romani, dragi bratje in sestre, prisrčno pozdravljeni. Tako lepem številu ste se danes zbrali v Božjehodni cerkvi, ki je pravi pisar, tako lepo je obnovljena. Mi pa tudi želimo obnoviti svojo vero, svoje srca, da bomo tako sijali, kot tačemo biti oltar pri Mariji. Ob Materi smo zbrani, zato se počutimo mirno, varne, gotove. In s to gotovostjo, s to vero, veseljem, veselim pričakovanjem, naj bi odšli tudi na svoje domove, da bi tam zares kot Marija, tudi mi vsako na svoj način izpolnjevali Božjo voljo. Danes je praznik povišenja Svetega križa, jutri je praznik žaloste Matere Božje. Zato je se mi zdi prav lepo, sta ta dva praznika med seboj povezana. Vse Marija je tista, ki je ohranjala upanje, vero in ljubezen tudi v najtežjih trenutkih življenja, tudi pod križem. Tudi v našem življenju se lahko tako zgodi. Pride križ, preizkušnja, trpljenje, pa se pogajamo z Bogom. Kako to, zakaj je bilo to potrebno, zakaj se je to dopustil, zakaj se je to zgodilo. Dokler se pogajamo z Bogom, je dobro. Tudi v Svetem pismu imamo veliko pripovedi, ki govorijo o tem. Tisto, kar pa potem v tem pogovoru, pogovoru s Bogom, doživimo pa je, da nič na tem svetu ni brez smisla. Noben križ, nobena huda stvar, težka stvar. Odkar je Jezus prehodil križev pot, kar je Jezus trpel in umrl na križu iz čiste ljubezni, je zapisal Janez Pavel II. Sveti, je vsaka bolečina odrešujoča bolečina. Saj se nihče ne želi, nihče ne hrepeni potem, da bi pa trpel, da bi bil preizkušen. Ampak, če pa se zgodi, če pride to v našem življenju in vemo, da sleporno življenje mora iti preko take ali drugačne kalvarije. Ena je bolj nazunaj vidna, druga pa morda manj opazna, skrita. Ampak tam se človek prečisti, osvobodimo se svojega ega. Nekdo je zapisal, duhovni pisatelj, ko pridemo do konca neke teme, zasije luč upanja, radosti, zavesti in vere, da noben trenutek, nobena tema ni temna, če Jezus posije pot v naše življenje. Zato smo lahko korajžni, zato molimo predvsem zato, da bi verjeli v čudež, različni čudeži se dogajajo. Največji čudež je čudež življenja, dar življenja, da smo hvaležni za to, kar imamo. Temeljna napaka, kot je zapisal že grški filozof Demokrit, je, da človek jamra, česa nima, namesto, da bi rekli, hvala ti za to. Hvala ti za ta dan, za duhovnika, moža, ženo, otrok, staro mamo, mamico, nevin Boga. Hvala ti za naravo. Gledajte, po cel teden je takole deževalo, vaš župnik pa vidim, da ima prav posebne veze pri Bogu. Še Marija mu najbolj pomaga pri tem, tako da bomo tudi procesi gotovo lahko imeli. Torej, kako nam Bog pokaže, da se mora? In drugi čudež je ta, da verjamemo, da to, kar se je zgodilo, da noben dogodek ni brez smisla, brez pomena, kar tako nekje. Največ rabimo včasih nekaj časa, da leto, dve pa rečemo, ljubi Bog, tudi po tistem dogodku pred leti si mi nekaj povedal. Takrat tega nisem razumel, upiral sem se tim, ampak zdaj pa vem, da je to smiselno. Da ima vsak dogodek pomen in čudež je v tem, da imamo to vero. In hvaležni bodimo za dar vere. Marija nam je pri tem čudovit zgled. Glejte, tudi Božja beseda je danes prinaša poguma, veselja, radosti. Bog je svet tako ljubil, da je na svet poslal svojega sina Jezusa, da bi se nihče korban miruje ne pogubil, ampak imel večno življenje. Kako lepo je to? Če bi samo ta stavek ponavljali enkrat, dvakrat na dan. Bog, ljubiš me, ne želiš, da se pogubim, izgubim, niti moj prijatelj, sosed, pa lahko druge vere, prepričane filozofije, ne vem česa.
Človek je v svojem jedru, krepeni Bogu. Včasih zato išče razne nadomestke, take ali one stvari, ampak v jedru svojih biti pa človek krepeni v Bogu in to krepenje po Bogu naj bi znova v nas raslo z našim pričevanjem, z našo besedo, našo molitvijo, pa smo lahko v tej družbi, v tem okolju, v teh časih znamenje Božje navzočnosti. Glede, včeraj je bil blizu Slovenije papež Frančišek, sedi Gorja, Gorice malo naprej, in papež zna marsikaj lepega povedati, všeče ljudem, nagovarja nas, včeraj je bila njegova kritika prav pretresljiva, kako je čas za jokanje v vsem trpljenju. Prvi svetovni vojni obletnici, druga je bila. Veliko je zdaj trpljenje, Ukrajina, Irak, Sirija, Afrika, ne vem, drugod po svetu so brezsmiselne vojne, toliko ljudi odlago umira. Torej, ampak ta papež hkrati vedno znova poudarja, kako da bi ohranili močno in trdno vero, da naj bi bili pričevalci duha vere. Ko se takole z birmanci srečujem, od birmancev se vedno veliko naučim, kako imajo take odlične misli, pa ne tiste samo katekizemske, tisto, kar se v njihovih glavah porodi, se mi zdi, je še veliko bolj zgovorno. No, pa govorimo tudi o papežu Frančišku, pa pravijo, ima nobenih limuzin, nobenih jaht, nobenih dvorcev ne potrebuje. Potem povedo, da je prijazen, da je blizu ljudem, ki so v stiski, otrokom s posebnimi potrebami, zapornikom, odvisnikom, skratka tistim ljudem, ki so morda posebej koristili na rod družbe. No, kakšni fantje znajo lepo povedali, da morda tudi dekleta, da se vir za dokument seveda, za San Lorenzo, je tako pravilno. Potem, da je plesal tango, da je znal kuhati odlično, zdaj najbolj že kuha več sam to rekel. Enkrat je pa jim fant rekel, pa to se nisem zmislil, je rekel, veste, ta papež je veren. Kaj mislite, ta papež je veren. Takega lepega odgovora še zlepa nisem dobil, sem rekel, kaj pa to pomeni, me prav zanimalo. Je rekel, veste, kaj maren, pa ljudi maren. Glede, tole bi bilo tudi v naši življenju. Marija nam je v tem čudovitske. Ko je spočila Jezusa, ni ostala doma med 4 stenami, ampak je tekla k Elizabeti, da to veselje deli z njimi. Imejmo radi Boga, čim bolj bomo pristno, iskreno verni, tem bolj bomo tudi blizu drugim. Če pa človek sebi goji neke slabe misli, pa če ima neka sovraštva, predsodke, Slovenije tega itak preveč vsi vemo, vse, pa še 10 več kot je res, potem pa skupljamo ogromno energije za same prazne stvari. Hkrati pa uničujemo sebe in druge. Če pa zares imamo mirno srce, preprosto srce, če molimo, prejemamo sakramente, potem pa lahko tudi drugim marsikaj dobrega naredimo, se znamo poslušati, znamo puščati, znamo zares govoriti lepe medsebojne odnose in na ta način biti živo občestvo, navzočnost Kristusa v tem svetu. Torej, bodimo verni, imejmo radi Boga ljudi. In ta isti papež, gledajte, ko govorimo, da Bog želi, da se nihče ne pogubi, ko je Skalparo, znani novinar, starejši že, rekel, da je ateist, da ne verjame v Boga. Je delal intervju, da ste ga brali delno tudi objavljen v slovenskem jeziku. No, ampak papež ga je lepo sprejel, to mu se Marta se z njim pogovarjal, ga poslušal, potem celo do avta spremil, papež znak vedno znova presenečati. Potem pa je ta, ko mu je rekel, da je pač ni veren, da ne veruje v Boga, a mu je rekel papež Frančišek, nič hudega, saj Bog veruje v nas. To, gledajte, Bog veruje vsakega izmed nas. Duhovnike, škofe, redovnice, otroke, starejše, vsakega vernika, pravzaprav vsakega človeka z neskončno potrpežljivostjo in dobroto išče. To, kar mi lahko naredimo kot ljudje, je, da ta klic, to Božje iskanje